Tudi en lep pozdrav iz meglene Ljubljane. Šla bom kar k prvi prezentaciji oziroma prvi prosojnici. To je družinska fotografija. Na njej je moj oče, slikarkin nečak, Vladimir Pekle. On je bil njen pravi nečak. No, mene ponavadi imenujejo pranečakinja. Jaz pa njo prateta ali bolje bi rekla stara teta. Na desni strani vidite poslikavo, stensko poslikavo, ki jo je naredila Elda, oznanjenje in v ozadju malo pokrajine in na griču kmečki dvorec, ki se imenuje Vinagrad. Oče stoji pred vrati, namreč v notranjosti Vinagrada. To je velika stara hiša, kmečki dvorec, pristava bi mu lahko tudi rekli, in ima kapelico. Torej, za temi vrati je kapelica in zdaj sicer že dolgo časa ne, ampak včasih so se tu vršili cerkveni obredi, ker je Gradič dobil dovoljenje iz Rima, da lahko se v tej kapelici mašuje. Torej, Vinagrad je moj oče podedoval, še zdaj je v družinski lasti, v lasti družine Pekle, ampak podedoval po družini Piščanec, oziroma po svoji teti Eldi. Torej, ta Gradič je kupil očetov ded, Just Piščanec, oče Elde Piščanec. Na tej prosojnici vidimo fotografijo Vinagrada danes, 2025. Naredila jo je gospa Barbara Bečovnik iz Umetnostne galerije Maribor, mislim, da pred kakim tednom. Kje leži, kje stoji ta stara stavba? Približno pol ure lagodne hoje do Dobrne v občini Vojnik. Na tej prosojnici pa vidimo sliko v surovem stanju. Torej, zakaj sliko v surovem stanju? V taki obliki je oče prepustil veliko večino Eldinih slik meni. Tam malo pred letom 2000. Zložene so bile pravzaprav druga na drugo. Zelo malo je bilo v tej ostalini okvirjenih. Nahajala so se manjši delež na Vinagradu, približno 2/3 pa v Ljubljani, v družinski hiši. Tam pod stopniščem je oče naročil mizarju, da je napravil nekakšno leseno veliko škatlo, v kateri so te slike pravzaprav 30 let počivale. Kajti 30 let se o Eldi Piščanec po njeni smrti, ona je umrla 67. leta, se o njej praktično ni slišalo in govorilo nič. Torej, ko mi je oče prepustil te slike, sem mu nekako obljubila, da se bom potrudila, da Elda ne bo več pozabljena, da se bodo njene slike pojavile na kakšni razstavi in da ne bo več prezrta umetnica, kot so jo kasneje imenovali. No, na tej sliki sta Elda in Ljudmila, sestri Piščanec. Ljudmila je moja stara mama, torej očetova mama. Tu sta še mladi, v 20 letih. Kasneje, seveda, torej moja stara mama ni živela na Vinagradu, v Ljubljani je živela skupaj s svojim sinom, torej mojim očetom Vladimirjem v družinski hiši. Elda je pa zadnjih 15 let preživela na Vinagradu in zelo redko prihajala v Ljubljano na obisk svoji sestri, moji stari mami. Ko je Elda umrla, sem jaz imela 13 let. In moram reči, to ni tako rosna mladost,
da imam razmeroma malo spominov nanjo. Na Vinagradu je nismo nikoli obiskali, pa tudi ona je izredno redko prišla v Ljubljano. Moja družina je živela v prvem nadstropju, stara mama v pritličju in tudi obiskovala nas ni, torej ni prihajala k nam, prišla je samo k stari mami. Spominjam se je, kako je neopazno prišla in neopazno tudi odšla. In še to zelo redko. Odnos med sestrama, pa tudi med mojim očetom in teto njegovo je bil precej utujen. No, kdor je prebral to knjigo, je to tudi lahko tam izvedel. Tako da kasneje, ko sem malo več izvedela o Eldi, namreč ne samo, da nimam spominov nanjo, tudi zelo malo sem vedela o njej, tudi jaz vse do svojih srednjih let, ja, do 40 in več. Takrat, ko mi je oče prepustil njeno zapuščino, sem pravzaprav jaz začela raziskovati njeno zgodbo, njeno življenje. Tako da takrat sem dobila vtis in ta je tudi ostal, da ni bila osamljena samo v družbi, ampak je bila osamljena tudi v lastni družini. Tako da jaz bi rekla, da morda zdaj poravnavam dolg, ki ga ima moja družina do nje. Tule je stara 54 let, to je leto, ko je umrla mama, kar je bilo zanjo velik udarec. No in tudi po Eldini smrti, kot rečeno, oziroma kasneje, ko mi je oče prepustil njene slike, sem začela razmišljati, kako jo spet ponovno vrniti v slovenski prostor. In ker je živela zadnjih 15 let na Štajerskem, najbližje je pa Galerija Velenje, sem navezala stik s kustosinjo. Takratno, mislim, da direktorico Galerije Velenje, Mileno Koren Božiček. Napisala sem ji pismo in se kasneje slišala z njo po telefonu in mi je rekla: vi ne veste, kako ste me razveselili s tem pismom. Jaz sem namreč na Ministrstvu za kulturo prijavila raziskovalno nalogo o Eldi Piščanec. In ravno sem sedela v svoji pisarni in študirala, kako bi jaz do kakšnega potomca prišla in se pojavi pismo vaše. In tako je potem bila leta 2002 velika retrospektivna razstava Elde Piščanec na Velenjskem gradu. Tole, kar bom zdajle prikazovala, so fotografije, ki so tudi v Eldini knjigi oziroma v knjigi o Eldi. Naredila bom en kratek pregled skozi življenje te slikarke. Na levi fotografiji vidimo 3 otroke, na skrajni levi, zdaj ne vem, najbrž je tudi vaša leva, je Justi, v sredini sedi Elda in na desni strani Ljudmila Piščanec. Slika je bila narejena v Gorici, čeprav se je Elda oziroma vsi otroci so se rodili v Trstu. Starša sta izvirala iz Trsta, Elda je Tržačanka po rojstvu, rodila se je 2. novembra 1897. Oče je bil carinski uslužbenec, so se precej selili in ko je bila stara približno 2 leti, so se preselili v Gorico in tam živeli potem do leta 1908. Leta 1908 so prišli pa v Ljubljano, tule je njena slika ljubljanske stolnice. V Ljubljani se je šolala, končala licej, obrtno šolo. In tule je njena fotografija pri 25 letih, ko ima za sabo že 5 let službe kot poštna uradnica in potihem seveda v prostem času slika, ne potihem, ampak potihem sanjari o tem, da bi študirala slikarstvo.
Je zaročena, njen zaročenec je bodoči zdravnik, študent medicine, Polde Ukmar. Tule mu je napisala v znamenje najinega odkritosrčnega prijateljstva in ljubezni, posvetilo na tej svoji fotografiji. Polde Ukmar je potem postal kar znan zdravnik v Litiji in po njem se tudi imenuje ena lepa stara vila, Ukmarjeva vila v Litiji. On jo je takrat kupil, ko je tam služboval, bila je last topilnice, topilniške družbe v Litiji in tako naprej, to sem kasneje raziskovala. Ampak ta zveza med njima ni bila prav srečna, Elda je čutila, da sta si osebnostno preveč različna in po 8 letih je ona to zvezo prekinila. Tole je pa podoba Firenc, kjer je Elda potem končno lahko začela študirati. Namreč njen oče je v Ljubljani postal podjetnik, vodil je samostojno carinsko podjetje, dobro je poslovalo, imelo je podružnice po Sloveniji in Hrvaški, tudi v Mariboru je bila ena njegova podružnica. Skratka, zaslužek je bil lep in Eldine sanje o slikanju v tujini ali kjerkoli, nisi želela prav posebej, da bo v tujini, samo da bi lahko študirala. Te njene sanje so zdaj se lahko uresničile. In vpisala se je v Firencah na Akademijo lepih umetnosti. No, tu je v razredu študentov na Florentinski akademiji. Elda je v prvi vrsti, druga z leve, v sredini z bradico je pa njihov profesor, ki ga je imela izredno rada, Felice Carena, tudi znan italijanski slikar. No, tu pa je v ženski družbi, tudi v Firencah, Elda je skrajno desna, tista najmanjša, skodrana. Kasneje je pisala Francetu Godcu, svojemu slikarskemu kolegu, da je prve dni, ko je hodila po Firencah, rekla sama sebi, no, takole je pa v raju. Bila je srečna, da lahko študira, ljubila je italijansko kulturo, segala je po zvezdah, dejansko je segala po zvezdah. Potem, ko je končala akademijo, se je vrnila v Ljubljano. Še to morda omenim, da v času, ko je bila v Firencah, je bila tudi 3,5 leta v Parizu, kjer se je spopolnjevala tudi v cerkvenih delavnicah. Ta podatek je pomemben, bomo videli kasneje. V Ljubljani je imela svoj atelje, tu je tudi njena podoba, njena fotografija. Udeleževala se je razstav, kolikor se je največ dalo, skupinskih. V obdobju med obema vojnama je imela pa tudi 2 samostojni razstavi. Eno v Celjskem domu, Obrtni dom, če se ne motim, in potem v galeriji Obersnel, tik pred izbruhom 2. svetovne vojne. Ampak zgodilo se je nekaj, kar je usodno zaznamovalo njeno življenje. 1932. leta je umrl njen oče. Zakaj je bilo to tako strašno zanjo? Jasno, zaradi izgube človeka, ki je razumel njeno nadarjenost, jo podpiral, ji omogočil študij, tudi sam bil umetniško nadarjen. In pa materialne posledice, namreč čeprav je oče vse premoženje, nepremičnine v Ljubljani recimo, zapustil hčerki Eldi, je hkrati zapustil tudi enormne dolgove, ki so požrli vso zapuščino. Elda se je pravzaprav čez noč znašla brez vsega, brez bivališča v Ljubljani. Torej, od takrat naprej je bila podnajemnica in je dobila ubožnostno spričevalo. Ob tem, da je imela poklic, s katerim se takrat res ni dalo, še danes se zelo težko kaj zasluži. No, tu je ena lepa slika
razstava Kluba likovnih umetnic v Ljubljani. Klub likovnih umetnic so ustanovile hrvaške slikarke, zato da bi se pač ženske umetnice lažje uveljavile v kraljevini Jugoslaviji, pa tudi širše, skratka v obdobju med obema vojnama. In povabile k sodelovanju tudi Slovenke in druge, ne, in Srbkinje. No, in tako je prišlo do razstave v Ljubljani, v Jakopičevem paviljonu, in tole je skupinska slika. V sredini vidimo narodno damo, Franjo Tavčarjevo s šopkom rož, Tavčarjevo ženo, pokroviteljico. Elda je v drugi vrsti, oziroma prvi vrsti stoji, v beli bluzi s klobučkom, z leve strani druga, zraven nje je slikarka Mara Kralj, in tako naprej. Tu je več, torej Cvetober bi rekla umetnikov slovenskih, mislim, da je tam zadaj tudi Richard Jakopič. Elda je v tem času živela med Ljubljano in Vinegradom. Ali Vinami, namreč Vinegrad, ta kmečki dvorec, ne, ki ga je oče kupil, spada v vasico Vine. Mama se je na Vine preselila, namreč ko je oče umrl, je mama dobila tako majhno pokojnino, da ni bilo govora, da bi živela v Ljubljani, in se je preselila na to posestvo. Elda je pa živela v Ljubljani kot podnajemnica, ampak vse proste dneve preživljala skupaj z mamo na Vinegradu. No, tu imamo portret slikarice ali ženska s krznenim ovratnikom. Najprej so to sliko imenovali ženska s krznenim ovratnikom, to ime je dala gospa Milena Koren Božiček, ki je naredila prvo veliko retrospektivo. Potem smo pa kasneje odkrili, da je Elda to sliko imenovala portret slikarice in ugibali, katero slikarico je upodobila. Lahko bi bila to Elda, ampak če pogledamo tukaj podobe mladih žensk, je precej podobna tudi Anici Zupanec Sodnik ali pa kakšni drugi slovenski slikarki tistega časa. Tako da sem potem premišljevala, da je morda v tej podobi kar združila slikarice svoje sodobnice v eni podobi, ampak seveda to je moja špekulacija. Zakaj tukaj podoba Dobrne? Kot rečeno, Elda živi v Ljubljani sicer, ampak vse proste dneve in kadar ima počitnice, namreč da bi preživela, se je zaposlila v šoli, je poučevala slikanje, risanje, ne. Torej, kadar je imela počitnice, je vedno odhajala domov na Vinegrad. Vinegrad je pa, kot rečeno, v bližini Dobrne in tja so tudi pogosto hodili, ne, po kakšne nakupe. No, in tako je doživela drugo svetovno vojno in tale fotografija je iz časa po drugi svetovni vojni. To je bil pravzaprav že tretja država, ne, v kateri je Elda živela. Rodila se je v Avstro-Ogrski, potem je svoja zrela mlada leta preživela v kraljevini Jugoslaviji. Zdaj, ko je se bližala 50-im, ne, se je pa znašla v tretji državi, ne, v Socialistični federativni ljudski republiki Jugoslaviji, po domače Titovi Jugoslaviji, v seveda socialističnem družbenem sistemu in v težkih povojnih razmerah, ki jih je slabo prenašala, iskreno povedano. Bila je individualistka, ne, in ljubila je samoto, ne. To je bil pa čas kolektivizma, ne, in pa hude stanovanjske stiske. Takrat sta z materjo živeli že obedve v Ljubljani, ampak v trisobnem stanovanju, v katerem so živele 3 družine. In v njuno sobo sta hodili skozi spalnico druge družine, ki je tam stanovala.
Tako da je bilo kar težko. Najhuje je bilo pa potem, ko se je upokojila. Namreč poučevala je na različnih gimnazijah po Sloveniji, v Kranju, v Ljubljani, celo v Murski Soboti in nazadnje v Trbovljah. Vendar se je invalidsko upokojila, dobila zelo majhno pokojnino in je bilo težko preživeti, prodajala je malo, tudi cen ni znala prav visoko nastaviti. In zato je začela tudi restavrirati. Tukaj jo vidimo v restavratorski delavnici, tam v ozadju sedi in restavrira. Restavrirala je v Narodni galeriji, pa tudi v Pokrajinskem muzeju Celje. Po materini smrti, namreč leta 1951 je mati umrla, je bilo za Eldo zelo težko živeti v Ljubljani, v nemogočih stanovanjskih razmerah. In v stiski se je odločila, da po materi je podedovala seveda Vinograd, to posestvo s tem dvorcem, s to staro greščinico, in je se preselila tja, upajoč, da bo našla tam kakšne najemnike, kakšnega gospodarja, ki bo to prevzel, kar se pa ni zgodilo. Na Vinogradu je ostala do svoje smrti, 18. oktobra 1967, umrla prav na vinah. Življenje na vinah za njeno slikarstvo ni bilo dobro, več kot 10 let sploh ni slikala. Zadnja leta pred smrtjo je spet začela, no, potem pa je bolezen naredila svoje. To je ena njenih zadnjih slik iz leta 1965. Naslovnica knjige, ki je izšla lansko leto pri Mladinski knjigi. Te projekcije, ki sem jih zdajle pokazala, so bile vse iz te knjige. Kako sem se lotila pisanja? Po tistem, ko mi je oče prepustil slike, sčasoma mi je prepustil tudi Eldine dnevnike in različno korespondenco, sorodniki, to so bile izredno zanimiva pisma, ki so jih pisali starši, mama, oče v Firence, v Pariz, pa tudi potem kasneje, pa prijatelji, pa slikarski kolegi, pa cerkveni naročniki, kajti želela je biti tudi cerkvena slikarka. No, to pa je fotografija iz Maribora, iz Umetnostne galerije Maribor, kjer je bila Elda že predstavljena leta 2009. Vidimo 4 slike, na levi strani dekle v poletni bluzi, ta slika je v stalni zbirki Narodne galerije v Ljubljani, potem je lastna podoba, to je last Umetnostne galerije Maribor, in potem sta še 2 krajini, malo slabše se vidi, na eni so strehe stare Ljubljane, na drugi pa Firence, ki ste jih pa že videli. No, to je bila razstava slovenske slikarke in kiparke iz obdobja med obema vojnama in otvoritev je bila 5. marca leta 2009. Namreč moja prizadevanja, da bi rešila iz pozabe, tako če malo dramatično povem, slikarstvo svoje stare tete, so se pravzaprav ujela z nekimi gibanji ali pa premiki v slovenski družbi. Namreč v slovenski kulturni zavesti je bilo vedno bolj prisotno, da tako kot moški, tudi ženske zaslužijo, da se jim prizna, da se pozna in prizna zasluge ženskam, ki so pomembno vplivale na različna področja življenja v slovenski družbi v 19. in 20. stoletju. No, in
leta 2007 je tako išla knjiga, zbornik Pozabljena polovica, v kateri so predstavljene ne samo umetnice likovne, ampak tudi druge, torej pisateljice, književnice, glasbenice, potem znanstvenice, zdravnice, slovite pravnice in tako naprej, skratka ženske, ki so bile pionirke na svojih področjih. No, seveda vrhunec pri vračanju Elde v slovenski kulturni prostor je bila pa pregledna razstava v Narodni galeriji v Ljubljani leta 2022. Zdaj pa se vračam nazaj na Štajersko, kajti zdaj bom pa poskušala prikazati povezave Elde Piščanec s Štajersko, pa tudi z Mariborom. No, to je gradič Vine, takrat je bil v občini Nova Cerkev, danes je to občina Vojnik, okraj Celje, leta 1920. 2 leti kasneje ga je od družine Kamenšek kupil Just Piščanec, Eldin oče. Na sliki vidimo, da je lepo urejena hiša, mislim, da je posestvo takrat cvetelo. Potem ga pa vidimo precej let kasneje, 27 let kasneje po drugi svetovni vojni. Mislim, da še v času, ko je bilo posestvo nacionalizirano, če se ne motim, 48. leta, nekaj takega, so vrnili to posestvo, ampak precej manjše, pa hišo nazaj, Eldi Piščanec. Med vojno je seveda to propadalo, na južni strani, osončeni strani je bil vinograd, ki je dajal dobro vino, je pa potem po drugi svetovni vojni bil uničen. Je pa Vinegrad motiv, pogost motiv na slikah Eldinih. Namreč izmed vseh članov družine Piščanec je največ časa preživela na Vinah, ne, ker Vinegrad spada v vasico Vine, ravno Elda. Oče je živel v Ljubljani, ker je vodil carinsko podjetje. On je prihajal samo, kadar je bil prost, ne, ali pa imel kakšne službene kolege in jih je tja peljal, da so mu potem pomagali pri kakšnih poslovnih ali političnih potezah. Mama je precej, Eldina mama precej nerada hodila na Vinegrad, ona sama je bila Primorka, ampak gruntarska hči. In njej se je zdelo grozno, da imajo neko veliko posestvo, ki ga vodi umetnica, lastnik pa sploh ne skrbi, ampak živi v Ljubljani pa ga občasno obiskuje. Moja stara mama, Eldina sestra Ljudmila, je rekla, tam je dolgčas, jaz sem veliko raje v mestnem okolju. Elda je pa po cele tedne, cele mesece preživljala na Vinegradu. Že prej, kot mlado dekle, ne. No, tu je še ena slika z motivom Vinegrada v jeseni, ne. Okolica je silno lepa, še danes zelena, čudovita svetloba. Torej krasna okolica za slikarko. No, zdaj pa Eldine ambicije pri cerkvenem, sakralnem slikarstvu. No, tu jo vidimo v njenem ateljeju ob sliki Snemanje s križa, da si boste lažje predstavljali, kakšna je bila potem, ko jo je dokončala, je tale podoba. Elda namreč, ko je bila v Parizu takrat, ne, v času študija, je preživela 3 mesece in pol in obiskovala delavnice cerkvenega slikarstva. In večkrat piše v svojih pismih očetu, pa tudi drugim, rada bi delala velike cerkvene kompozicije. No, tukaj je en tak zametek. Njeno prvo veliko cerkveno naročilo je bilo za cerkvico Janeza Krstnika. Namreč kar nekaj cerkvenih naročil je dobila, tja do druge svetovne vojne, pa še celo po njej, tudi po njej, ja.
večinoma je poslikala ali pa naslikala opremo za štajerske cerkve, pa za enokoroško tudi. No, cerkvico na Humu pri Ormožu so takrat vodili križniki in naslikala je križev pot. Tu vidimo postajo, Jezus sreča žene. No, križnike oziroma to župnijo je vodil takrat Remigij Jereb, ki je v pismu napisal take lepe spodbudne besede, ki bi jih vseeno prebrala, čeprav se bojim, da mi bo zmanjkalo časa. Takole je napisal: Pogumno torej na delo. Ako bodo slike lepe, bo to za vas močna reklama, saj prihajajo ljudje od vseh strani, tudi iz Maribora, na prijazni griček Hum v podružno cerkev svetega Janeza Krstnika sred lepih vinogradov. No, res je naslikala križev pot, bil je posvečen, žal pa ga danes v tej cerkvici ni več. Namreč leta 1945 ob koncu druge svetovne vojne je točno tam potekala fronta med nemško in bolgarsko vojsko. Cerkvica je bila bombardirana, požgana, uničena, tako da so na pogorišču stare in seveda tudi križev pot je zgorel potem zgradili novo. Ostale so samo fotografije tega križevega pota, ki ga je pač Elda pofotografirala, ko je končala delo. Drugo njeno štajersko cerkveno naročilo je bilo pa za cerkev v Hrastniku. Na tej reprodukciji ta slika ne pride tako do izraza. Lepo jo je videti v živo. Jaz sem si jo šla pred mnogimi leti ogledati. Je ogromna slika, več kot 4 metre visoka, lepo osvetljena v župnijski cerkvi Kristusa kralja in resnično je impozantna. Največje njeno cerkveno naročilo tudi na Štajerskem je bilo pa za cerkvico v Stranicah pri Slovenskih Konjicah. Tam je začela na začetku druge svetovne vojne poslikavo golih sten te cerkvice. Torej, naročilo je bilo, da poslika vse stene in strop te cerkvice. Začela je pa leta 1940 in kmalu, čeprav je naredila približno 90%, no, ampak kmalu je začelo zmanjkovati barv seveda in materiala in tako naprej. Tako da je potem še načrtovala, da bo dokončala to poslikavo po drugi svetovni vojni, kar se pa ni zgodilo. Ampak velika večina te cerkvice je poslikana. Žal jo je kasneje restauriral ne prav profesionalen restaurator in ne samo restauriral, kar preslikal z močno živimi barvami, ki motijo in niso Eldine. To se vidi tudi na tej sliki, ki prikazuje Jezusa z apostoli pri zadnji večerji. Naslednja pa prikazuje stropno poslikavo, namreč to je bilo za stropne poslikave dobro, kajti restaurator ni prišel do njih, je to preslikal in pokvaril samo stene. Stropa se ni lotil, zato so te Eldine poslikave ostale, sicer so nekoliko obledele. No, tukaj vidimo v krogu letnih časov 4 svetnike, svetega Alojzija, sveto Terezijo, deteta Jezusa, svetega Frančiška Asiškega in svetega Florjana. Stranice so blizu Slovenskih Konjic. Iz Slovenskih Konjic je bil pa doma tudi prvi direktor Umetnostne galerije Maribor, Branko Rudolf, ki je vodil to ustanovo 17 let. In tudi postal Mariborčan. V njegovem času je Umetnostna galerija Maribor odkupila tole sliko, lastna podoba,
špekuliram, da je bila tukaj verjetno to njegova pobuda. No, lansko leto ali predlani, zdaj ne vem točno, je pa Umetnostna galerija Maribor odkupila še 2 sliki. Dečka iz Tunisa in Lilije v vrtu. Branko Rudolf se je rodil v številčni družini, v kateri so bili sami bratje in samo ena sestra. To je bila Vida Rudolf. Medtem ko je Branko Rudolf živel v Mariboru, je Vida postala Ljubljančanka. Od svojega 30. leta do konca življenja je živela v Ljubljani in bila nepogrešljivi del ljubljanskega kulturniškega življenja. Največ kulturnikov je spoznala ne v galeriji, ampak v ateljeju Božidarja Jakca. To je bilo preko 150 ljudi v 40 letih in te spomine na svoje sodobnike je hotela ohraniti in začela je voditi spominske knjige. In potem prosila umetnike, skladatelje, pesnike, književnike, da so ji kaj napisali v to spominsko knjigo, slikarje, likovnike pa tudi narisali. No, in tu je portret Vide Rudolf, ki ga je narisal slikar Saša Šantl. Vida Rudolf se je z Šantlovimi dobro poznala, tudi tako z bratom, torej to ni bil njen brat, to je Sašom Šantlom in njegovima 2 sestrama, Henrieto in Avgusto Šantlovo. Tole risbo ji je narisal v spominsko knjigo. In po 40 letih zbiranja teh vpisov je ona 3 spominske knjige v oporoki zapustila Slovanski knjižnici v Ljubljani. No, in Slovanska knjižnica se je odločila, da bo v tej številki, ki jo vidimo na prosojnici, revije za domoznanske vsebine z naslovom Ljubljana med nostalgijo in sanjami, torej da bo v to številko posvetila in predstavila te 3 spominske knjige Vide Rudolfove. To je zadnji vpis. Skoraj po 4 desetletjih je to vpis mariborskega slikarja Janeza Rotmana. Tukaj je napisal, kot vidimo, dragi teti Vidi v spomin. Ponavadi je Vida dodala še svoj komentar, ki ga sicer tukaj ni, najbrž ga ni zapustila, v kakšnih okoliščinah je spoznala to osebo in še njeno fotografijo. Tukaj tega pač ni, najbrž ji ni uspela vsega tako opremiti, kot si je želela. Tule je pa vpis Elde Piščanec. Namreč Vida in Elda Piščanec sta se spoznali razmeroma pozno, leta 1953, ko se je Vida Rudolf ločila od svojega moža, poročena je bila z igralcem mestnega gledališča in očitno presodila, da mora stran, ampak je ostala tako rekoč na cesti, ni imela iti kam spat, dobesedno. Stanovanjski urad, ki je takrat odrejal stanovanja, pa ni imel nobenega prostega stanovanja, ni iskala stanovanja, iskala je sobico. O stanovanjih samska ženska takrat ni mogla niti sanjati. No, in Elda, ki pa je takrat že živela na Vinogradu, je pa ohranila v Ljubljani svoj atelje na Križevniški ulici in je odstopila ta svoj atelje Vidi, da je lahko v njej spala in tudi stanovala. Kasneje je Vida delala na Zavodu za slepo in slabovidno mladino in tudi tam so ji nekaj pomagali. No, tukaj se pa vidi z oker barvo je označeno ozadje.
To je Vidin komentar, kjer opisuje, v kakšnih okoliščinah je spoznala in pravi: slikarico in kiparko Eldo Piščanec sem spoznala šele pomladi 1953, ob najtežjem času, ko sem po ločitvi po zaslugi stanovanjskega urada ostala brez stanovanja in me je pustila stanovati v Križevniški ulici in tako dalje. No, z Vido sta si dopisovali in Vida je napisala kar veliko pisem, Elda redno tudi njej nazaj, Elda jo je imela izredno rada, Vida je bila zelo topla osebnost, predvidevam, da vsa družina Rudolfovih, ker z veliko ljubeznijo govori tudi o svojih sorodnikih. Upam, da bom videla, ali bom pa raje prebrala s svojega lista, kaj ji je napisala. Draga Elda, prav srčno se ti zahvalim za lonček izvrstnega medu, ki si mi ga tako ljubeznivo nastavila in na podpisu moji spominski knjigi. Ob priliki bi te pa še prosila, če mi poiščeš kako svojo staro slikico, da si jo bom poleg tvojega pozdrava nalepila v spomin. Moram ti še poročati, da je soba sedaj tako rekoč dvojno zasedena. Sonja L. igra na harfo, ponoči pa spi tam Marija Sernec iz Maribora, moja sestrična v drugem kolenu. Gre za to študentko, kateri je gospodična Rezika preskrbela stanovanje, saj sem ti pravila o tem. Pa po nesreči je gospodinja do vseh svetih odpotovala in zato smo sedaj srečni, da lahko tu prespi, upam, da nimaš nič proti temu. Njena mama jo je sama pripeljala in sem gospodični Reziki danes obe predstavila. Kako je s tvojim zdravjem, draga Elda? Upam le, da nimaš preveč bolečin. Vsekakor me pravočasno obvesti, ko boš prišla na operacijo. Iskreno te objame tvoja Vida. Takole je pisala 18. oktobra. Ko pa prideš, si vsekakor oglej novi slovenski film Vesna. Res nima globoke ali ne vsakdanje vsebine, pa je sicer prav čeden in ti zagotovi 2 uri dobre volje. To je pa tudi nekaj. Predigra Baročna Ljubljana pa je res odličen in bo tebe kot slikarico še prav posebno zanimal. Želja, da se prav dobro opraviš, da vse prav dobro opraviš, te prav prisrčno objamem in poljubim, tvoja Vida. 10. januarja 1954. No, potem imam pa tu še enega njenega dopisovalca, Eldinega seveda dopisovalca, ki je postal Mariborčan. Čeprav pripada družini Šubicov, ki vemo, da izvira iz Poljanske doline. Ima pa Umetnostna galerija Maribor v svoji zbirki del na papirju celo vrsto njegovih risb in akvarelov, tudi tole, ki jo zdajle vidite pred seboj. To je mož, ki je živel več kot 30 let v Mariboru tudi umrl, Rajko Šubic. No, tu imamo 2 njegovi fotografiji. Na eni je še prav mlad, star komaj 20 let, na drugi pa je že v starejših letih. Na otok Silbo je hodil zelo rad na počitnice, to vem iz korespondence, ker ji opisuje, kako lepo se ima z družino, bil je izrazito družinski človek. Njegova družina je bila v Mariboru 7-članska, torej mož in žena, sta imela 3 otrok, z njima je živela še tašča in še gospodinjska pomočnica. Delala sta oba z ženo v prosveti, on je poučeval na poklicni šoli in se na njej tudi upokojil. No, tu so odlomki iz pisem, ki sta si jih izmenjala. Bila sta si osebnostno precej podobna, oba sta bila verna, nobeden ni bil v partiji, bila sta zadržana, bolj tiha značaja, ki sta živela bolj zase. Oba sta bila izključena iz Društva slovenskih likovnih umetnikov. Eldo so sicer potem kasneje nazaj sprejeli.
Tako da sta imela dosti skupnega. V pismih, ki jih je pošiljal Eldi iz Maribora, opisuje seveda tudi, poleg svojega družinskega življenja, tudi razmere v Mariboru, zato je morda to zanimivo tudi za vas. No, 53. leta pravi takole. Tukajšnji slikarji zelo lamentirajo. Pred leti so mnogo kupovale tovarne in razna podjetja. Tega je sedaj konec, nič ne razstavljam, me tudi nihče ne vabi in sam nikamor ne silim. V pismu iz leta 59, to je 6 let pozneje, ji piše: Od samega slikanja ne vem, če boš mogla živeti. Tu v Mariboru se slike zlepa ne prodajo. Sicer slikarji nimam dosti stikov, sem ter tje se srečam z Maksom Kavčičem, večkrat vidim Janeza Šibilo, ki uči risanje na šoli, kjer je tudi moja žena. Jaz od 52. leta nisem več razstavljal in tudi nisem v nobenem društvu. In potem še v enem drugem pismu: Tu v Mariboru se na razstavah nič ne proda. Trstenjak, ki ima lepe in imenitne stvari, tudi ne proda ničesar. Kaj šele drugi, ki nimamo zvez in partijske legitimacije, kakor on. Skušal se bom udeležiti, kljub vsem pomislekom, razstav z mariborskimi umetniki, glavno, da zopet začnem. Potem šele lahko poizkusim s prošnjo za umetniško pokojnino. Elda mu je namreč v pismu svetovala, naj zaprosi za umetniško pokojnino, ona jo je namreč dobila, in to za 30 let dela umetniškega, in tista pokojnina je potem odločno in močno izboljšala njen gmotni položaj. A imamo še kaj časa ali zaključim? Potem bom kar zaključila, povedala bom samo še to, da je Rajko Šubic znan risar živali, zlasti konj, in zaključila s eno svojih najljubših Eldinih slik. Naslikala jo je v okolju, kjer so barve žive in tople, v mediteranskem okolju Firenc, in to se na sliki tudi pozna. In kar se barv tiče in vsega ostalega, torej vzdušja, ki ga je tam doživljala. No, zadnja slika pa navaja samo vire, ki sem jih uporabila pri svojih prosojnicah. Hvala lepa.